Pozdravljeni prijatelji našega podcasta Neokvirjeno. Danes se bomo vrnili nazaj v zgodovino, v čas druge svetovne vojne, saj danes mineva natanko 80 let, odkar je v Vanetini v občini Cerkvenjak strmoglavilo eno od 234 zavezniških letal, ki so prav na današnji dan pred 80 leti poletela iz zavezniških letališč v Italiji z bojno nalogo bombardirati letališča v Gradcu, Celovcu in porušiti industrijska poslopja Daimlerja Puha. To letalo, B-24H Liberator ali leteča trnjava, kot so jih tudi imenovali, je v Vanetini strmoglavilo po boju z nemškim lovcem. V Slovensko-goriškem forumu, ki mu je v tistem času ob 60-letnici konca druge svetovne vojne predsedoval Marjan Žmavc, so si zadali smelo nalogo. In to je ohraniti spomin na ta dogodek, ko je v Vanetini v strmoglavljenju ameriškega letala umrlo 6 članov posadke ameriškega bombnika iz vrst 15. ameriške vojaške zračne sile. Ob obujanju spomina na ta dogodek so tudi navezali stike s svojci umrlih članov posadke. Še več, nekateri svojci so tudi obiskali Vanetino. Več o aktivnostih pri obujanju spomina, ko so v Cerkvenjaku posamezniki stopili izven okvirja in se lotili ohranjanja spomina na ameriške letalce, kljub temu, da so nekateri temu nasprotovali, se bom pogovarjal s takratnim predsednikom Slovensko-goriškega foruma in sedanjim županom občine Cerkvenjak, Marjanom Žmavcem. Marjan, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Naj povem, da sva z Marjanom že pred leti poskušala ohraniti čim več spominov na ta dogodek, nekatere sva ohranila takrat tudi v tonski obliki. Pogovarjal sem se takrat tudi s tvojim očetom, to je Stanko Žmavc iz Cogetincev, pa predlagam, da najprej prisluhnemo, kar je on povedal. Bilo je 19. marca 1944, takrat sem bil jaz kot mlad fant v 15. letu nekje pri nemški mladini, Hitlerjugend. In ravno ta dan smo imeli pred občinsko zgradbo v Cerkvenjaku napovedane vaje. Takrat pa smo zaslišali, da prihajajo zavezniška letala. Na koncu te skupine vidimo, da en bombnik zaostaja cirka 100 ali več metrov. Domnevam, da je ta bombnik bil poškodovan, zato je zaostajal. In ko jaz to gledam, priletita 2 nemška lovca od zadaj, takrat eden iz desne, eden iz leve strani. In ta na desni strani je streljal na bombnik in zadetek je bil pri desnem motoru na desnem krilu. In tudi tam je se sprožil požar, letalo ni imelo več stabilnosti in je naredilo 2,5 kroga in medtem je tudi krilo odpadlo. Iz tega letala so nad našim krajem Vanetina izskočili 4 od posadke. Bilo je 10, med tem časom pa sta tudi prišla 2 orožnika, gospod Molan in gospod Merklin, z orožjem in seveda aretirati enega od teh padalcev. Med tem časom so že klicali Ptuj, to je bil naš okraj, Ptuj, kraj Spetov, že 2 avtomobila Gestapo. In te, torej 4, so odpeljali na zbirališče na Ptuj in potem celo v vojno ujetništvo in tako naprej. Tiste mrtve je nemška orožniška postaja skupaj z občino pokopala na našem cerkvenjaškem pokopališču. Ta grob letalcev je bil vsako večer ali pa vsako drugo večer opremljen z novimi rožami. Tu je bila hajka, kdo to krasi. Ja, ampak kaj je bilo zanimivo, po osvoboditvi je pa ena izmed naših domačink, učiteljica Štumf Marija, povedala, da sta to delali ona in nemška
učiteljica očitno proti temu režimu. Potem je ameriški Rdeči križ oziroma organizacija prišla prekopavati. In sicer so je izkopali, odpeljali v Ameriko. Skratka, slišala sva, kako se tvoj oče spominjal takrat tega dogodka, pa me zanima, odkot sploh ideja, da ste se v Cerkvenjaku lotili raziskovanja tega dogodka, ki se je zgodil 19. marca 1944. Ja, res to nam je oče pripovedoval. On je se tega kot mlad fantič dobro spomnil. Takrat bil nekje okrog 15 let star in seveda se je dobro spomnil, bi rekli, tega strmoglavljenja zavezniškega letala tam nad Vanetino. Res je tudi, mi smo leta 1999 ustanovili Slovenski goriški forum, civilno združenje intelektualcev tega območja, nič na politični ravni, da smo pač malo opisovali kulturne, naravne in druge znamenitosti občine Cerkvenjak in pa seveda tudi, torej novo nastala občina Cerkvenjak takrat in pa tudi nasploh Slovenskih goric, ker je tudi to področje ali območje bilo manj mogoče raziskano ali manj kaj zapisanega o tem. No in med drugim je tudi oče nam predlagal, ki je tudi bil član, ustanovni član tega civilnega združenja Slovenski goriški forum Cerkvenjak, da bi pa s tem fantom, tem letalcem ameriškim, ki so, rekli takrat, pomagali osvobajati Evropo izpod nacizma, fašizma in seveda je tudi pač za ta dogodek dobro vedel, tudi si je takrat potem ogledal tisto, da bi tem fantom postavili eno obeležje tam na Vanetini in pomnik tega, kajti letos so mladi fantje bili, ki so seveda pač pustili svoje družine doma in seveda se priključili ameriškim letalskim silam, zračnim silam, ki so bile že takrat te stacionirane v Južni Italiji in so seveda poletali nad te centre v Avstriji, kjer so seveda bombardirali to industrijo, bolj vojaško, ki je seveda oskrbovala tudi na drugi strani nemško vojsko in seveda so na tak način pač poskušali prisiliti počasi tudi Nemčijo k kapitulaciji. Če rečeva, padel je ta bombnik B-24, mogoče par besed o samem bombniku, ker tu je šlo za velik bombnik z štiri motorni bombnik, je bil tam z 10 člani posadke. Ja, to je bil kar velik bombnik s velikim razponom kril in seveda precej nosilnostjo, ki je seveda lahko precej teh bomb ponesel. Seveda nekaj so jih odvrgli, nekaj pa tudi žal ne. Bili so zadeti nad te misije, ampak seveda niso bili tako zadeti, da bi seveda že v bistvu strmoglavili, ampak so se vračali že z te naloge, ki so bili na tej 12. misiji 454. skupine bombnikov, z nalogo, kot smo že povedala, cilj je v sosednji Avstriji in to je bilo res na današnji dan, 19. marca 1944. In so malo zaostajali, seveda, za tisto skupino bombnikov, ki se je vračala. Seveda, že ko so tja šli, so jih ti flaki, oziroma ti nemška protiletalska obramba, ciljala na njih, tudi nekatere zadela. In so zaostajali in sta jih napadla dva nemška lovca. Prišla do boja, enega so sklatili, nemški lovec, ki je to približno pri Sveti Trojici v Ranah padel, dol nemški. Ta drugi seveda jih pa je zadev pri krilu, prišlo do eksplozije in seveda krilo je odletelo, tam so tudi motorje in seveda gorivo in seveda bombnik je začel rotirati. 10-članska posadka, ki je bila, od kopilota, stolpčnega strelca, mehanika, bočnega strelca, navigatorja, radiopetera, pa strelca v nosu bombnika, bombardera, strelca v repu bombnika, bočnega strelca, to so bile vse zadolžitve teh fantov notri.
In 6 jih žal jim ni uspelo, tem fantom, letalcem izskočiti, 4 pa so še izskočili in se rešili iz tega gorečega letala, ki je potem strmoglavilo. To je bilo v popoldanskih urah na Jožefovo, torej 19. marca 1946, v Vinogradu, blizu domačije Kurnikovih. In gospa Kurnikova seveda se je tega živo spominjala, takrat je tudi v pričevanju povedala, nekako tudi drugi očividci tega dogodka. In mi smo seveda, Združeni slovenski goriški forum, takrat se dogovorili, seveda skupaj s svojci, ameriškimi smo navezali stike, torej že prej je gospa Morrison, hčerka tega kopilota Donalda S. Morrisona, iskala neki kontakt, ker je pač iz nekih virov izvedela, torej tudi iz vojaških, pač civilno dostopnim, da je pač njeni oče tu bil ubit v tej, bi rekli, akciji na območju takrat, bi rekli, Jugoslavije oziroma seveda pač blizu sosednje Avstrije, in ker ni točno znala locirati, ampak vseeno potem je nekako preko spleta, pa tudi v časopisu The Star je objavila to njeno zgodbo, njenega očeta, in smo nekako po slučaju prišli v kontakt z njo in potem seveda tudi začeli dopisovati. Ona je tudi prišla k nam in tudi še eden izmed nečakov teh pilotov oziroma letalcev, ki so se rešili. In smo skupaj z njimi potem se dogovorili, da postavimo obeležje, tako kot je že moj oče predlagal, da postavimo eno obeležje tem fantom na Valentini in pa seveda tudi spišemo knjižico Zavezniški letalci v crkvenaški zgodovini. Tu nas je bilo več avtorjev, bomo verjetno pozneje še kaj povedali. Tako da smo nekako vseeno na tak način se takrat v 60-letnici oddolžili tem fantom, seveda pa tudi zdaj pa že 20 let po tistem, ampak seveda spominje na te dogodke, je še vedno živ oziroma vsako leto ali pa tudi večkrat letno pripravimo kako rekli spominsko slovesnost. Omenil si Alojzijo Kurnik iz Vanetine 12. Res je, takrat smo se tudi z njo pogovarjali, tega dogodka se zelo spominja, mislim, da je bila takrat 17-letno dekle in predlagam, da prisluhnemo, kaj nam je Alojzija Kurnik povedala, kako se spomni pada tega letala, ki je padel v neposredni bližini njihove hiše, bili so celo ogroženi v slamnati hiši. Prestrašeni smo bili, še dan danes smo, to nikdar ne odide iz človeka, to je globoko. Mi smo bili družina, tistikrat mati pa 6 otrok. Smo bili v hiši, bil je praznik, pa smo se pogovarjali, kdo da šel k maši, kdo da doma. Pa smo v hišo začuli, kakšno strašno bobnenje je bilo zunaj, pa smo šli ven gledati. Pa smo videli v zraku polno letal, cele skupine, ene so šle iz Maribora proti nam, ene so šle iz Radgone proti Mariboru. Pa smo te prekingli, smo rekli, vtaka ne da šel nišek maši, da to ni zanesljivo iti ven. Pa smo tu zunaj pred hišo stali, pa smo gledali v zrak, pa smo naenkrat zagledali enega, kak se je eno motorne letalo, se je vrtinčilo iz zraka dol v smeri naše hiše, tu pa bomo ravno mi gost, tako na 100 metrov kar od naše hiše. Pa smo vsi rekli, eden bo zdaj ravno naš gost padna. V tistem trenutku, kako smo mi tistega gledali, je zakričal moj brat Franček z močnim glasom, je rekel, ven od hiše, zdaj da je ravno eden na naše hiše. In smo šli ven od hiše in tisti trenutek je zrostalo, tema je gratala in zemlja se je stresla in naenkrat je bila na tleh. Mi sploh nismo vedeli, kje je padal. Naenkrat smo videli samo, kako je zadaj za hišo se valovilo črni dim. Mi smo mislili, da ravno tu, ravno pre hiše ali do hiše ali kje. Da smo začeli živino iz štal spravljati, ki smo prišli ven, ki smo živino v sosedi gnali, te smo videli, ki je tu vinograde bilo, ki je ni popolnoma pre hiše. Vače pa bilo videti tako, kot bi bilo ravno čisto pre hiše. Najprej smo pač, kako da smo se zbrali, te smo začeli živino iz štal spravljati. Potem pa, ko smo imeli tistikrat 3 goveda živina in 5 svin. Potem pa hišo salite, da smo mislili, da se je zgorelo. Tak, prvi trenutek smo bili same,
Naenkrat pa je taka množica ljudi prišla, eni od blizu, drugi od daleč, ker so bili od daleč, so prišli s koletom, sosedje so vkuplateli, so nam pomagali živino najprej, potem pa so nam pomagali hišo prazniti, dotal smo spraznili. Vse, kaj smo imeli, vse bilo zunanje trate. Gorelo, pokalo, kadilo, to je bilo ogromno. To je trajalo vedno tak, ne mu rekla, ker ne mu kaj naredila, ko je bila okoli 2 ure. Potem pa je prišel burgomester Sutar praviti, da je te hujšo mimo, da lahko salimo notre. In so nam sosedje pomagali saliti. Nič nam je ne bilo ukradeno, vse smo na svoje mesto spravili. No, pa so ljudje prihajali, gledali tega, pa je tudi bilo še dosti takega materijala, ki so ga lahko ljudje si v kraju žagali, kovali, so to tako prve, ko še ne bilo tako budkaja žagaja. Marsikaj se istega pleha delali, ne? Eno in drugo. Nazadnje pa je 9 formanov z velikim vozom, z junci, te so imeli kobilti okoli Nišanim, ja. Z velikim vozom, litrskim vozom, odpalali v Brengovo, v Rido, Turnož v Rido, Cekmaštr v Rido. 9 formanov. Vinograd je bil popolnoma uničen, 4 arega je bilo in popolnoma uničen, če še kjer je trsne zgora so ga uničili, da so motora živino in vim vlačile. Mi smo vinograd mogli popolnoma celi prenoviti. Kaj vse so pa ljudje izdelovali iz teh delov? To so taki veki komadi pleha bili, da vem, da so se kletna vrata, kjer so tako moje zunaj kleti, ne lecene, ti se preklečejo, ali kako vam tu po domačem povedali, če razumete. So si gor pleh delali, nekaj ne od daža lešono, nič, pa špange, glavnike. Ne, jaz sem imela 2 riglice, to sem tako te zdaj podarila, to tem Amerikancem. Ja, to se je rekli neki špingleri, ali kako se je reklo, so to delali, ne, z tega pleha. Pa podne zapiskre. Razno in razno. Kot si že omenil, dejansko je bil ta dogodek in tudi slišali smo Alojzijo, slišali smo tvojega očeta. Dejansko to je bilo res nekaj posebnega, ker je to bil res strateški bombnik z 10 člani posadke. Ne. To tudi vidimo dejansko, kaj pomeni ta tehnologija, koliko je tudi vojaška industrija napredovala. Kajti takšen avion dejansko pa je imel 10-člansko posadko. Ne. Sigurno, to so že bili dodelani, seveda so še jih potem nadgradili pozneje, so še bili 29, ampak seveda ti so za tiste čase bili dokaj moderni in so seveda lahko, bi rekli, prenašali kar precejšen tovor in pa seveda tudi so bili, zgleda, dokaj okretni. Ne? Okretni, pa ja. Veliki doseg so kar, točno na težo so kar imeli dosege. Omenjaš Donito Morrison, ona je bila predsednica tega ameriškega združenja, izdajala časopis The Star. Kako ste nasplošno navezali stike? Kako ste potem, ona vem, se spomnim, ko je bila na obisku Cerkvenjaka, ko je govorila, da je bila že enkrat prej v Italiji, iskala je korenine, ker njen oče je poletel iz Italije, z južne Italije, z letališča. Kako ste dejansko potem prišli, da ste ravno iz Cerkvenjaka z njo navezali stik? Je res, tako se že da je odmagal, res je ona že bila v Italiji, tam kjer je pač bila tista baza vojaška. Ne? Potem je bila že tudi enkrat v Cerkvenjaku, kar seveda mi nismo niti vedeli, ne? Niti ni vedela verjetno na koga se naj obrne. Ne? In potem pa je seveda vseeno in ni dalo miru to in je na splet dala gor malo poizvedovanje in seveda pač zdaj smo tudi na spletu marsikaj najdemo, ne? Ja, tudi kaj koristnega rečemo, ne? In je seveda pač en od naših domačinov našo to, bi rekli, to njeno, to zgodbo, če rečemo temu tak, njenega očeta in seveda smo potem stike z njo navezali preko spleta. In je potem seveda tudi prišla v Slovenijo, v Cerkvenjak in seveda je bila precej, rekli, vzhičena, da je res končno našla tisti, bi rekli, prostor, kamor je tam letalo njenega očeta strmoglavilo. Kajti ona je že bila v preteklosti, kot sem dejal, takrat v naši občini, tudi na pokopališče je šla, kjer so bili potem ti letalci začasno pokopane. Ne? Ampak ni takrat
našla prave kontakte, zdaj pa potem je, ne, končno, in smo mi te preko civilnega združenja, Slovenski goriški forum, pa jaz sem takrat seveda še učil v šole, pa še me ta zadeva tudi bolj zanimala, pa tudi oče me k temu spodbujal, in smo potem jo povabili, k nam je prišla, seveda smo jo peljali tudi Kurnikove na Vanetino, to je bilo, bi rekli, zelo tako emocionalno, torej to čustveno srečanje, da je gospa Kurnikova z prve roke povedala, ne, tisto, in ji tudi pokazala še določene predmete iz tega letala, ne, ki je tam strmoglavilo. Tudi, bi rekli, še imela Kurnikova iz tistega aluminija narejeni 2 pokrovke, ne, ker so takrat pač je bilo vse splošno pomanjkanje, ni bilo, in so iz teh ostankov letala, koliko so pač smeli, ne, ker ostalo so hitro pospravili, motorje in vse ostalo, ne, torej nemška okupacijska sila, ne, so naši domačini naredili marsikaj, ne, od glavnikov do seveda teh riglic, pokrovk, pa še česa druga, še tam nekih posod. Tako da, in seveda tu je zelo, bi rekli, čustveno nekako iziritiralo gospod Morrison, kajti po tolikih letih, ne, je ona zdaj vseeno zvedela, kaj se je z njenim očetom zgodilo. Ona je sicer vedela, da je pač umrl takrat v teh letalskih silah, ni pa dosti več kaj informacij imela, je pa je seveda mama njena ob njeni 50-letnici eno knjižico spominov dala in z tiste je potem ona lahko nekaj razbrala in začela raziskovati. Pač. Vseeno je nekje v sebi tiščalo to in je želela enkrat priti temu do dna in mi smo ji pri tem pomagali in res nam je bila zelo hvaležna in je seveda obljubila tudi vso pomoč takrat, finančno, moralno in tako dalje, in tudi preko tega njihovega civilnega združenja, tudi to je eno civilno združenje v Združenih državah Amerike, ki imajo cele izpostave v celi, bi rekli, države, in seveda tudi izdajajo časopis The Star, ne, in tu so noter tudi objavili našo zgodbo v tem časopisu, tako da so tudi lahko, bi rekli, tudi ostali člani, svojci, to so glavni svojci teh pretežno, bi rekli, vojakov, ki so izgubili življenja na različnih frontah druge svetovne vojne. Imajo pa oni to civilno združenje, pri njih se pa imenuje AWON, America World War II Network Organization, in je na spletni strani je gor, AWON se ti klikne in seveda se najde to združenje. In seveda se tudi več dogodkov tega, imajo tudi kongrese letne ali 2-letne, zdaj se ne spomnijo več. In seveda tam je tudi o našem, bi rekli, tem obeležju na Vanetini opis noter, ne, ko je Private Memorials, se najde tudi ta iz Vanetine, to obeležje. Tako da je Vanetina in Cerkvenjak poznan tudi v Združenih državah. Ja, vsaj v enem delu, no. In to, če to rečem, to obeležje, ne, ki smo ga takrat naredili, 18. junija 2005, ne, ima obliko repnega krila, ne, s podstavkom, in tu smo vseh teh 6 umrlih letalcev napisali gor. Seveda, gospa Kurnikova je brezplačno odstopila en del zemljišča, kjer smo mi potem tudi lahko to obeležje postavili, pa seveda primerno tudi, bi rekli, okolico malo uredili in torej spisali tudi knjižico, ne, Zavezniški letalci, cerkvenjaške zgodovine, in pa seveda so pa potem tudi je prišel še naslednjič na obisk pa nečak, Roland Dobec, nečak je nekaj izmed teh preživelih letalcev, to pa je bil nečak Homera F. Rolanda, ne, ki je seveda takrat se rešil, ne. In če se prav spomnim, še je živel ta letalec, če je živel takrat. Verjetno, no, zdaj 2 sta še živela v tistem času, zdaj ne vem, če čista, možno, ne, ker je vseeno že 20 let nazaj,
In ta Roland je pa tudi po naključju nekako prišel do te informacije. On je tudi tako, bi rekli, svetovni popotnik, pa bi rekli tudi zaradi posla. In je seveda tudi nekje enkrat, mu je bil dolg čas, no, pa je vtipkal, ne vem na kak način, ime svojega strica in seveda je našel to, da smo mi to knjižico spisali in tako dalje. In smo tudi z njim navezali stike. In tako da, bi rekli, po spletu okoliščin dobrih, če rečemo, smo prišli do svojcev. Tako da, tu smo predvsej, jaz mislim, da smo kar lepo opisali ta dogodek. To so cenili tudi, bi rekli, v ameriškem veleposlaništvu. Tudi enkrat so nas povabili, ja, se nam zahvalili tudi, pa potem so tudi prišli zdaj že večkrat ob različnih teh priložnosti strani ameriške ambasade oziroma celo vaškega dela, ki so pač tukaj v Evropi, so tudi se udeležili takrat te naših, bi rekli, spominske slovesnosti. No, ta nečak Dobbins, ko je obiskal komemoracijo, vem, da je bil prisoten na komemoraciji, je celo pozdravil v slovenščini, pa prisluhnimo, kaj je takrat povedal. Dobar dan! Ladies and gentlemen of the Slovensko-Goriški Forum, people of Cerkvenjak and Vanatina, greetings from your friends in the United States. We are honored to meet you today in a spirit of brotherhood and friendship, standing upon this hallowed ground which has been consecrated by the blood of American and Slovene servicemen who fought to defend our countries against the forces of totalitarianism. Our purpose in gathering here today in Vanatina is twofold. Firstly, to honor their bravery and sacrifice, and secondly, to ensure that both the present and future generations of our countrymen do not forget the blood, toil, sweat, and tears of this greatest generation, without whose efforts we would not enjoy the freedoms for which countless individuals have labored so long and hard to attain. V glavnem zraven tega Ronalda Dobbinsa, ko smo ga sedaj omenjali, pa ko smo ga slišali, ne, je potem vodja ali gonilna sila tega časopisa The Star, ker mislim, da prek tega časopisa pa tega njihovega združenja, ki mu je predsedovala ta Donita Morrison Troglio, tega hčerka, tega umrlega kopilota, se je med obiskom Cerkvenjaka tudi pogovarjala z očevidci, ki so ji povedali dejansko, kaj se je dogajalo, kot se je ti omenil z gospo Kurnikovo, ta ji je podarila tudi pokrovko. In prisluhnimo še, kar je tudi ona ob obisku povedala. I don't have the words to express how I feel about all the hard work and sacrifice of the people of this area and that the Forum have put into building this memorial to my father's crew and the men who served. Not only that crew, but everyone who served, and I'm honored by this. I'm just honored that you have chosen to honor him and his comrades and the airmen who fought and perished. It amazes me, and my family has all been touched by this. We're honored and humbled by your generosity and want to thank you from the bottom of our hearts for all you've done on their behalf. There's no one here that probably was not affected and touched by the war. All of us I lost a father, others lost uncles, brothers, sisters, fathers, mothers, wives, husbands. We mourn these losses and we never forget our loved ones. I never knew my father when I was young. I was 8 months old when he was killed. But I've come to know him through pictures and letters and stories of my family. And these affected me and shaped me as they affected all of us. Early in my life, I wanted to find out more about my father and tell his story, and to help the other families of people who lost their fathers. We're able to gather here to share our stories and build new friendships, which I will treasure for the rest of my life. On behalf of my family and of my father, thank you for your dedication, your generosity, and your commitment to ensuring that the sacrifices of the past will not be forgotten, and know that you will always have friends in the United States of America. Kot si že omenil, vse te zapise očividcev, dejansko zgodovinska dejstva ste zapisali v tej knjižici, pa me zanima, kdo vse je sodeloval pri nastanku te knjižice in kaj vse zajema.
Ja, kot sem že na začetku enkrat povedal, v civilnem združenju Slovenski goriški forum smo se zavezali, da bomo pač spisali, bi rekli, od zgodovine Slovenskih goric do kulturnih naravnih znamenitosti. In smo kar že nekaj publikacij že izdali, mislim, da nekaj že okrog 7 do sedaj, z različnih, bi rekli, vsebin, ne, če rečemo temu tako. Ampak tukaj takrat pri pripravi te knjižice smo sodelovali, torej jaz kot predsednik takrat Slovensko-goriškega foruma, dr. Marjan Toš, takrat še magister, zdaj doktor zgodovine, dr. Marjan Toš, magister Ciril Paluc in pa gospod Edvard, oziroma kolega Edvard Pukšič, novinar. Nekaj je grafično, oziroma je brat uredil likovno, Mirko, ostalo pa seveda v tiskarni. Tako da smo pač, nekako smo, tu je nekaj manj avtorjev zdaj, ker je pač mogoče taka specifična vsebina, drugače pa druge publikacije, ko smo jih pa več pisali, Zbornik občine Cerkvenjak, že drugega v bistvu smo izdali pred 20-letnici, pa prvega tam nekje leta 2000. Je bilo več avtorjev in seveda širše. To pa je, bi rekli, bolj taka oska, specifična zadeva, ki smo se pač mi lotili. Seveda ob tudi, bi rekli, nekih virih, ki so bili na razpolago, tudi magister Ciril Paluc predvsej pomagal, ki je tudi z arhivov kar nekaj poiskal, graških in tak dalje. In pa seveda tudi naši domačini, ne, ki so svoja pričevanja povedali, od mojega očeta, Stanka Žmaca, Marije Kozar, Veronike Firbas, Lojzije Kurnik, pa mogoče še katerega. Te pričevanja teh so seveda tudi v tej knjižici, ki smo jo takrat v forumu izdali in jo tudi pol predstavili. Tu je tudi bila takrat prisotna Donita, takrat ob, bi rekli, predstavitvi te knjižice. Je bilo v avli kulturnega doma, je bilo kar precej ljudi zbranih. Ja, ja. Precej bi rekel, je bilo tudi emocij, spominov. Ja, ja. Ja, res, vse so se ti, seveda naši domačini, starejši so še se živo spominjali tega dogodka, saj to se ni dogajalo kar tako pogosto, ne, oni so videvali te bombnike, ki so letele, ne, rekli, ciljati te vojaške cilje pretežno, ne, in to so bile velike, rekli, jate teh letal, če rečemo tak, ne, in seveda pozneje so se tudi vračali, ne vsi, ne, žal, nekateri so tudi. Tega je bilo tudi več po letu 1943, po kapitulaciji Italije, potem so zavezniki začeli uporabljati ta letališča v Italiji. Ne? Točno to, ja, in so seveda potem bliže tu lahko, ne, rekli, destovali. So preletavali te kraje. Na te cilje. Ja. Tudi žal Maribor, to je bila vojaška industrija, ne, tudi tam je, tudi to je nekaj padlo, ne, ampak v glavnem so, v bistvu so, Američani so poletali bolj poleti, podneve, pa se prečujem, Angleži pa so že po noči, ker so že imeli radarje, ne, radarske sisteme. Ti Američani pa so še bolj podneve, ne, seveda, saj so imeli to že vse navigacijo, ampak so se bolj tega držali, ne. In seveda so tudi bili bolj, bi rekli, Spomnim se, da je škripcih, ne. Ja, da je gospa Kurnik razlagala, da so imeli posebne zemljevide, ker je letalo gorelo, ampak je zemljevid ostal. To pomeni, ni bil navadni papir. To se pravi, ni bil navadni papir, ne. To se pravi, je že bilo kar predvideno za nekaj takega, ne. Tako, ja, da jim je pač vzdržalo tudi na terenu. Ja, in ti piloti so imeli pri sebi zemljevide, kompase in vse ostalo, ne. Vse tisto, da so se znali orientirati, in tiste 4, žal, ki so preživeli, ki so tudi bili ranjeni, so takrat nemški žandarji pač zajeli in jih peljali pač v ujetništvo, ampak so se po koncu vojne vseeno vrnili v domov, torej v ZDA. Ostalih 6, ki pa je takrat, bi rekli, umrlo v teh razbitinah letala, pa so pokopali
eno skupno, krstili eno skupno prostor na pokopališču v Cerkvenjaku, rekli smo letalski grob, ne? In se je potem mislim, da je konc leta 45-46 ameriški Rdeči križ prišel po njih in se jih odpeljali, te posmrtne ostanke na vojaško pokopališče St. Louis, ne, v ZDA. Zanimivo je bilo tudi to, kar je potem nama prej povedal tvoj oče, ne? Da je bil grob vedno sveže okrašen, tudi dejansko takoj po pogrebu, ne? To pomeni, je bila takrat že neka provokacija proti pač nemški oblasti, ne? So podpirali zaveznike in zanimivo je, ne? Da se je po vojni celo izvedelo, da je to počela tudi nemška učiteljica. Ja, res je, Zmago, kar praviš, res to je, res, da niso bili vsi za takratni nacizem, ne? Ampak žal pač nekako glede na pač kak je bil ta sistem, ne, seveda niso mogli, bi rekli, če niso mogli z vojaškim načinom oziroma pač se z oboroženim, bi rekli, boriti proti, ne, njim so se lahko na drugačen način, ne. Verjetno je to zelo močno motilo oblastnike, da je potem nekdo nosil sveže rože in zalival grob. So pa je to nekako budno pazili, ampak nekako se je vedno dobro izmaknila, ne, in res, to je res, kar si dejal, da je bil vedno so bile sveže rože gor, ne, zdaj pravi, niso vsi podpirali. Tako, gospa ni bila Nemka, gospa je bila Avstrijka, ampak seveda je ta sistem, seveda je bila intelektualka in je ni ustrezal, ne. Imamo še tudi iz arhiva izbrskam posnetek Marije Kozar iz Brengove, pa predlagam, da prisluhnemo. Jaz sem takrat posnel, ko je ravno Doniti razlagala, kako je ona doživljala pad tega letala. Mi smo pred hišo stali in to smo dosti kar gledali, da so to aeroplane letele, smo rekli, bombniki se že pa kemfajo. Naenkrat vidimo, da se ovdje spuša pa v krug. Jezus nad nami je. Ne? Ta pa je že čista niso, ko prišla, pa je to ti padala, zvim padna, kaj ti gori padna doj, ne? V to grabu, da je padna. Mi smo tak leteli, tu doj po Sadovnjake, pa doj ta prota susvedi. Da smo preleteli tu doj, ta je že trešno. Moj oča pa bija vrhe, ki so videli, da je padna, ker ti so za 3 koče bile. Kurnikova, naša, pa Mohorova. Mohorova je bila skoraj bolj kritična, ker je padna v klanec. Tisti so pa pred hišo sedeli in tista je zmetalo z tistih nekam na stran, ne? In da so doj v kletvo išli. Vune pred kletjoj pa je padna en fasl doj. Tam je noter, smo delali po pacine. Tistega smo se mi obdržali, tam smo se z tistega vinreza, tisti, ki je bil pri nas, je vinreza na copate. Ta pa smo tisti den tak, Jezus, to tako, ni še šel gledat, pa ne mu šli, ker je preveč še pokalo, ne. Ne mu šli gorta. Svata rekli, ne, nas pa ne, ker je, ne veš, kaj pride, ne, kaj še je gdje notre. Ta pa smo šli drugi den, smo menili grede kopati, to bilo že tak. Ta pa sneg zapadno, pa smo šli gledat gor, ker so že vinje mali, kaj je lahko, ne. Pred pa je bilo zaostraženo, nisi smeja nič zeti, pa nisi smeja iti bliže, ne. Ker so se vsi bali, če še bile kaj takega, bilo, ki bi razneslo, ne. Drugi den pa smo nekako šli, te pa so rekli, veš kaj, če vsi tu vinje imlejo nekaj, pa bomo mi tudi šla gorta. Ta so pa šli, eno zajlo so prinesli, vendar več je bilo, ne vem. Tisto smo tam se naredili, da smo imeli psa privezanega. Ta smo tisto smo vzeli, pa neka pleha, no en del še je. Tisto še imamo mi od aeroplana, ogromno pa so odnesli. Neke babnice so bili, so bi jim potegnile padala, ki so imeli povonatne srajce. Navezali ste stike svojci, 2 od teh svojcev sta obiskala Cerkvenjak, potem izdali ste knjigo, potem postavili spominsko obeležje. Kako je bilo s postavitvijo tega spominskega obeležja? Vem, da mi je gospa Kurnik razlagala, da je bilo kar nekaj težav, ker so sosedi ali kdo tam domačini nasprotovali. Mislim, vsi niso podpirali tega početja. Dejansko ste kar nekako tudi izstopili, bi rekel, v stilu našega podcasta, izstopili izven okvirja in ste se pač tega kljub nasprotovanju nekaterih posameznikov lotili.
Ja, mi smo šli preko tega, ne, pač jaz mislim, da pietetni spomin do teh ameriških letalcev je, bi rekli, prevagal temu, kljub temu, da pač nekateri mogoče niso po 60 letih pač imeli enakega mnenja več, ampak seveda oni so bili takrat naši zavezniki, oni so pomagali osvobajati Evropo, pomagali seveda takrat osvobodilnemu gibanju. In seveda so tudi spuščali določeno pomoč našim enotam takrat. In seveda je prav, da se seveda zaslužijo neko beležje. Seveda oni imajo tudi eno beležje tam v Ameriki, ampak seveda tukaj pri nas pa je res, bi rekli, na področju prostora, kjer se je to zgodilo. Ne? Je prav, da se tega spomnimo. In mi smo seveda mimo tega šli, seveda so nas ti starejši podprli, gospa Kurnikova sploh ne je bila takoj navdušena, ne, je rekla, jaz bom dala tu prostor, kam boste to postavili, pa seveda je tudi drugače. Res, koliko je le lahko pomagala, glede na njeno starost, ne, in res je bila tudi zelo hvaležna in vedno nekako to zelo čustvi to pripovedovala, kajti tudi njen brat je bil mobiliziran vojsko, tudi njena družina je seveda bila lahko skoraj nastradala takrat. Ne. Mogoče takrat v naši občini tudi ni bilo, bi rekli, mogoče takrat take podpore, ampak vseeno, ko smo zadevo razložili, pa je vseeno prevagalo tisto, da pa si ti fanti zaslužijo to beleže in seveda tudi s knjižico, ko smo izpisali. Treba vsaki dogodek osvetliti z več aspektov, ker potem lahko neko, če rečemo, sodbo ali pa kritiko daješ. Ne. In jaz mislim, da še danes pač s ponosom tisti, ki smo nekako to takrat pripravljali, pa tisti, ki so nekako tudi sodelovali pri tem, ali pa tisti, ki seveda zdaj sodelujejo pri teh slovesnostih, rekli to cenijo in pa seveda tudi Američani, tudi svojci teh, koliko teh pač žal živi, ne. Ampak oni to nekako zelo cenijo, če rečemo temu tako, ne. Imajo to domovinsko zavest, kar nam včasih v Sloveniji se mi zdi manjka. Ja, to je res, ne. Smo imeli težavo dobiti ameriško zastavo, ne, takrat. Donita nam je poslala, da smo potem lahko tudi ameriško zastavo izobesili, ne, poleg naše slovenske, ne, in ker je tudi prav, ne, da seveda se pač v tem dogodku tudi izobesi. Prej sva poslušala Marijo Kozar iz Brengove, kako se ona spomni tega dogodka. Seveda pa smo posneli tudi njeno sestro Veroniko Firbas, ki je pa iz Cenkove, ki pa je tudi takrat bila zraven in se spominja tega dogodka in prisluhnila, kaj je še ona povedala, kako je ona doživela pad tega letala in kaj se je dogajalo potem po samem padu. Šla sem pri pokopališče, pa so prišli bombniki. Totem so se bojevali, bili so nemški lovci, pa so letali okoli od spodaj gor, od gori, do je tako, da vrane jastreba nagajajo, klik tako je bilo videti. Pol pa je z tega aeroplana, tega bombnika je zadeja enega lovca. Tisti lovec je začel vrteti se in tisti lovec je padl na tem bombniki na perutnico. Ko pa je perutnica se strla, in je toti bombnik začela krošti, pa tako štimo grdo, take, kot da je s to motorov začelo iti. In te pa se toti začela vrteti. Te pa so takoj začeli padalci skakati ven, 4 sem videla, so ven skočili. Ta zadnji je skočila tam, kak sem jaz doma, tam na Jivu. Pa je na eno drevo se je padalo mu gor, pa je tisto padalo teša do je vleka. Toto kos perutnice pa je palo tam na Trojnarovo Jivo, tako so pač rekli, ne. Jaz pol nisem videla drugo, kak pa kdaj je tisti aeroplan doj padna. To se je tako skadlo, to je bilo črno. Pa skadlo tako visoko gor, pa tako niče več ne smejo blizu, ne. Naše doma pa so tudi strahe bili, da je na hišo palo, ne.
Te pa so vini gledali, pa so videli, da je tisti padalec tam tisto že dojvleka, pa je še te Pepek bil doma, pa Lahov Jakub, pa sta letela že k tistimi padalci, pa je tak ni imel orožja, pa nič, samo. No in te pa je že Merklin preleta, ki je bil tistokrat orožnik pod Nemčijo, ne. Nišek, co je. Drugi dan pa smo te lahko šli gledati, ki je aeroplan doj padna. To pa je bilo pri našem vrhu ravno. Te je z aeroplana je en veki kesl, ne vem kako, dolgi kesl, pač je veki, je bil 200 litrov sigurno benzin, ali kaj so imeli notri v tistem je še v naš prklečjak padna notri, ki je skozi, ne. Tam, kaj pa smo kopali, pol v Gorici, to pa so vse hilzne, ki je stalno še pokalo, kak je aeroplan doj padna, je še skozi pokalo. Skozi. Drugi dan, pol pa da smo mi kopali v Gorici, te so tiste hilzne smo ven skopali, ki so tam ležale, ne. In to ti aeroplan je padna, mogoče 2 metra, tam repša je v klanci notri bija. 2 metra proč pa je bila hiša Mohorova. V slamo krita, pa se to ne vžgalo, to ne moremo verjeti. To je bila, ta hiša bila bliže aeroplana, kak pa Kurnikova. Bliže. No in pol smo, Mohorov Stanko je naredil eno tako veko kišto za to te mrtve, a tam naš so šli po tisto kišto, pa so pripeljali na Vanetno, pa so jih noter dali v tisto kišto vse mrtve. Še Janževec smo pili poleg, ova Trčalekova nanika stara so bili, pa so rekli, Matilda, mami naši, Matilda, ljudi devlajo v trugu, molimo. Pa smo molili, resen smo molili te tam še. Te pa so jih hata pelali pol na pokopališče, na Brutiv, ne. Pa ravno poleg našega groba je bil njihov grob. Tako da sem še dostikrat, da sem na naš grob šla rože saditi, tudi na toti grob sem rože sadila. Če pogledava, sedaj smo slišala kar nekaj teh ljudi, ki so nama povedali, kaj vse se je dogajalo, težave dejansko, kako so naredili krsto, dejansko zbili so leseno krsto, da so te ljudi odpeljali. Zanimivo je pa tudi, da potem vseeno je bil to zavezniško letalo, ki mu je ostalo kar precej delov. In dejansko niso, ne, Nemci takrat tega odstranili, ampak so potem, mislim, da motorje pa to so odpeljali, kaj je bilo uporabnega, je bilo zastraženo, potem so pa dejansko domačini to odstranili in odpeljali v neko rudo, če se prav spomnim. Ja, to so tam pri nas, seveda, res so takrat Nemci takoj postavili straže okoli, ne, seveda, da se ne bi raznašala. Pa to še je gorelo, plus tega še kakšne eksplozije so se dogajale, tu so še bila municija noter, še tudi še kaj še drugega, kar je bilo eksplozivnega, ne. In so odpeljali potem tiste motorje, ne, oziroma so zakopali ostanke v tam v Nerudi, smo rekli po domače, peskokopo, ne, v Turnožu, ne, to je v Brengove, rekli, tam je bila ena ruda po domače in tam so noter zakopali tisto kogo, še tega, ostale ostanke, razen motorje, seveda, ki so jih pač verjetno dobro preučili, ne. Tako, ti si nekako bil gonilna sila takrat ob 60. obletnici konca druge svetovne vojne, izdaje te knjižice, seveda tudi tega postavitve tega obeležja. Spomnim se te komemoracije pri samem obeležju, spomnim se tudi takrat, ko je bila donita obeležja in potem tudi predstavitve te knjižice v avli Cerkvenjaškega kulturnega doma. Kako pa si ti doživljal te trenutke? Vseeno si se poglobil v to in bilo je, kot sem že dejal, kar nekaj emotivnih situacij. Ja, moram reči, da vseeno vsakega nekako od nas bi neka določena čustva, bi rekli, bi se mu pojavila, ne, če rečemo, dajmo tako. Kajti vseeno je to en dogodek, bi rekli, z tega humanističnega dela naše človeške plati, če rečemo, ne, ker pač gospe, ki je toliko let ni vedela, kaj je z njenim očetom, na kak način je umrl in na kak način je seveda, kako se je to zgodilo, da je to živo zdaj zvedela,
je vseeno se te nekaj dotakne, ne? In vseeno je vse to ni bilo kar tako, bi rekli, naenkrat se ni zgodilo, smo morali kar predvsej pobrskati, kaj pa tudi nekaj, bi rekli, je trebalo upraviti nekih, bi rekli, korespondenc, ne, z njo prej, pa tudi še drugače, da smo sploh prišli do tega, ne, če so to neka zgodovinska dejstva, tudi zadaj je prav, da se tudi pove in razišče tako, kot je bilo, ne. In tu res je bila Donita zelo nam hvaležna, da smo to storili in še tudi dostikrat pol pisala, dokler pol pač žal ni zbolela, ne, ker ona je bila urednica tega časopisa The Star, ne. Predsednik je že bil drugi, ne, ampak seveda je tudi materialno finančno pomagala, ne, pa tudi, tako sem že rekel, tudi za našo beleže, za našo knjižico. In tu jaz mislim, da smo naredili nekaj takega, kar nas je tudi izven, bi rekli, meja naše občine potegnilo. Se tudi po Sloveniji, tudi kar nekaj teh bobnikov bilo, bi rekli, sestreljenih, oziroma so pač strmoglavili zaradi tega, ker so seveda bili v boju zadeti, ne. Ponekod so že tudi določena beležja postavili, ampak mislim, da smo se mi celostno tega lotili in mislim, da če rečemo 20 let nazaj, da so v tistem času smo verjetno bili kar predvsem med prvimi ali pa med tistimi, ki mogoče smo začutili to, da je potrebno to jim, bi rekli, vse na tak način oddolžiti, no. Ja, vsekakor tudi ne smeva pozabiti, tudi letalci so veliko pomagali, tudi slovensko letalstvo. Ja, tudi seveda, vse smo nekako, ampak to pozneje, ne. Tudi seveda so se pol določeni videli, da lahko na nek način tudi pomagajo, se pridružujejo, tudi eni še, ki so še bili recimo pilot Rajšp, ki še je bil aktivni pilot prej, in seveda ostali naši športni piloti, so takoj pristopili tudi k temu in seveda so bili navdušeni, če rečem na tem, in da smo nekaj takega naredili in so tudi z veseljem in donirali sredstva in tudi na drugačen način pomagali. Tu moram reči, da smo imeli kar širšo podporo in jaz mislim, da zdaj po 20 letih vseeno lahko rečemo, da smo nekaj dobrega naredili pa za tisti čas. Da je bil to dober dogodek, to je tudi povedala Donita, ko je zapuščala Cerkvenjak, pa predlagam, da še poslušamo njeno izjavo. I have no words to express how I feel in appreciation in remembering my father and his crew members and Americans. I have spoken with two of the survivors who have talked to me of how beautiful this place was where they landed and how they were treated so well by the people. I am eternally grateful and I hope we will be friends forever, America, Slovenia, and that war will be no more. Če povzamemo današnji najni pogovor, bi dejala, da ste kar precej v Slovensko-goriškem forumu naredili, dodali ste en kamenček v mozaik te druge svetovne vojne, teh dogodkov, ki so se dogajali. Jaz vedno pravim, ne glede na kateri strani je bil kdo, tudi če je umrl, je prav, zasluži si dostojni pokop in dostojno mesto v zgodovini. Vsekakor ste to vi naredili, tudi obvestili o tem svojce, da so se lahko sami prepričali. Ampak vseeno, prej sva govorila o tej domovinski zavesti. Ne vem, jaz, ko sem obiskoval kot novinar tudi NATO baze, se pač ti ameriški vojaki razlikujejo, imajo to domovinsko zavest, imajo to spoštovanje zastave, spoštovanje domovine. Kako pa mi? Kje smo pa mi v Sloveniji dali? Sam, če te malo izzovem, sam prihajaš tudi iz šolstva, brat je ravnatelj, sicer zdaj si župan, ampak vseeno si vpleten v te dogodke. Kako vidiš ti danes te stvari? Ja, mi smo še mlada demokracija, če rečemo napram ameriške, ne? Ampak vseeno, jaz mislim, da moramo tudi mladim prizgajati to domovinsko zavest, ne? In tudi na pravi način predstaviti, ne? Z različnih aspektov. In mladi so dovzetni, tudi mene enkrat letno povabiš v šolo nazaj, da še malo
obudim spomin na moje skoraj 30-letne šolske bi rekli izkušnje in seveda še z veseljem predstavim, kaj se je dogajalo v času druge svetovne vojne pri nas v Slovenskih Goricah. Seveda, sami učni načrti so pač taki, kakšni so, ne. Zdaj tudi, kak se, rečemo, učitelj zgodovine, profesor zgodovine temu posveti, tu tudi ima nekaj možnosti, da vključi tudi lokalno zgodovino, ne. In vse vemo, pač tudi ljudje smo različnih oziroma nekoga zgodovina bolj zanima, drugega manj, tretji šport in tako dalje, ampak vseeno, jaz vidim, da koliko vseeno te zgodovinske ure, ko naredimo skupaj z našim združenjem borcev za vrednote NOB, torej v naši občini, tam v okviru, bi rekli, tam v času nekje dneva opora, v tistem času nekje približno. In jaz mislim, da z veseljem prisluhnejo učenci te predstavitve, ker oni so le zdaj mlada generacija, tudi mi nismo doživeli druge svetovne vojne, hvala Bogu, ne. Tisti, ki pa so to preživeli, seveda so pa čisto drugače gledali na to, ne, in so seveda z določenimi emocijami seveda se tega spominjali. In verjamem, da tudi mi v Slovensko-goriškem forumu se trudimo tudi s našimi publikacijami, ki jih napišemo, pa tudi z drugimi prireditvami, okroglimi mizami, ki jih imamo, ali z drugimi pač prireditvami v okviru tega. Nekako vseeno spodbujamo to narodno zavest in seveda to, rekli, vseeno majhnost znotraj narodov v Evropski uniji, ampak vseeno pomembno vlogo imamo in glede na bogato zgodovino, ki jo imamo tudi, in pa seveda so pa tudi, kot se že zmaga dajo to, je en kamenček neki, bi rekli, zgodovine, tudi druge svetovne vojne, torej sicer za našega območja, ampak vseeno, če je to se dotaknilo tudi Američanov, pa seveda so svoj časopis napisali, ki gre po celih Združenih državah Amerike, do teh svojcev, je seveda še marsikoga tudi, še marsikaj so tudi zvedli, da pa tudi cenimo, bi rekli, te njihove napore takrat, da so pomagali osvoboditi Evropo, nasploh, torej izpod, rekli takrat, fašizma, nacizma. Seveda, zdaj so pač druge razmere, zdaj pač ne moremo enačiti v zdajšnjih situacij pa tiste takrat. Ne? To ne gre, ne? In seveda treba pač se na tisto stališče postaviti, kako je bilo takrat in tudi kako se je pač takrat tudi moralo to reagirati. Mi pa seveda danes se bomo trudili, da bomo pač nekako mlade v tej smeri, bi rekli, tudi jim osvetlili to oziroma jih podučili, in jaz mislim, da glih tako bodo sprejeli, tako kot sem jaz učence učil v šoli, da jih je to še bolj zanimalo, kot pa sama tista materija, ki je bila v učbeniku za zgodovino napisana, ker je le bliže domačem kraju. Lažje se istovetijo s tem. Ja, in jaz mislim, da še je kaj takega sigurno, da se mogoče še iztrga bi rekli, pozabe, ne, tako da tu v tem časopisu, da star, je dosti takih zgodb notri, ker svojci govorijo, so povedali, kako je pač njihov oče mogoče nekje padel, ali kje jaz vem, Normandije, ali Okinave, ali Midwayu, ali Severne Afrike, ali kje so ti fantje bili v teh vojnih operacijah. Letos je potekala letna konferenca Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Lenart, prav cerkvenjako, bil si tudi gost in če bom sedaj pravilno povzel, si tam dejal, vi ste 91. svoje naredili na nas, skupaj pa je, da ta spomin ne zbledi. Točno tako in seveda cenimo tudi vse naše fante, ki so takrat sodelovali v vojni za Slovenijo, kajti toliko generacij je čakalo na svojo državo in moramo zdaj to ceniti, spoštovati, kar imamo. In mi bomo na današnji dan tudi v naši občini ob obeležju tem zavezniškim letalcem pripravili eno spominsko slovesnost, tam nekje okrog
5 ure oziroma neki 3:45 bo spominska slovesnost na Vanetini, kjer ste vljudno vabljeni, tisti, ki se lahko udeležite tega. Seveda bo pa se že prej, bi rekli, krenilo ob 4 iz Cerkvenjaka, pa se bo šlo torej in krajši pohod do tja in bomo seveda tam obudili spomin na ta dogodek 19. marca 1944. To pomeni, če zaključiva nekje v tem stilu, lahko rečemo, da se v Cerkvenjaku zavedate tega, da mir ni samoumeven, ampak je na miru potrebno delati, kar imamo občutek, da se velikokrat naši svetovni in tudi evropski in tudi državni politiki ne zavedajo. Res mogoče nismo tudi te besede mir kot vrednote nekako vzeli dokaj resno, zdaj pa vidi glede na situacijo tako, kot je. Gaza, Ukrajina. Ja, seveda je pa vseeno, bi rekli, mir tista pomembna vrednota, če lahko v miru živiš, lahko delaš, lahko se učiš, lahko ustvarjaš, seveda. In to je vse tisto, kar mogoče ti nudi normalno življenje in dokler tega verjetno ne čutiš z drugega vidika, tako kot se dogaja zdaj drugod po svetu, seveda verjetno se te toliko ne dotakne, ne? Ampak vseeno moramo delati na tem in seveda moramo, bi rekli, delovati, bi rekli, pomirjajoče in seveda ne spodbujati še k nečemu, kar seveda je, bi rekli, kontraproduktivno. Na današnji dan, torej pred 80 leti, je padel bombnik v Cerkvenjaku. Na nek način smo obudili ta spomin na ta dogodek izpred 80 let. Marjan, hvala lepa, da si vzel čas, da nam je uspelo to posneti, izbrskati tudi te arhivske tonske posnetke, tudi tvoje fotografije, kopije časopisov, tako da upam, da so tudi naši poslušalci in gledalci našega podcasta uživali in tudi mislim, da so se spomnili tudi mogoče kakih svojih prednikov, sorodnikov, ki so tako ali drugače se niso vrnili iz vojne ali pa so se vrnili kot invalidi ali pa ranjeni. Hvala lepa. Hvala tudi tebi, Zmago, za povabilo in vljudno vabljeni na, bi rekli, našo prireditev.